Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem tole z naslovom Feri se zlaže. To je Feri. Feri je zelo prijazen zmaj, vendar se včasih zlaže. Kot na primer, ko je našel kovance za 5 pokcev. O, je bil navdušen Bober. So to tvoji pokci? Seveda, se je zlagal Feri. Pojdiva po sladkarije. Ali ko je polil mleko? Fazi je to naredil. Ali ko je bil prvi v šoli? Sem priletel, čeprav se je pripeljal z avtobusom. V nedeljo zjutraj se je Feri odpravil na nogometni trening. Na poti na igrišče je žogo brcnil v okno medvedove pekarne in ga razbil. Feri, si morda videl, kdo je razbil okno? Ga je vprašal medved. Ne, se je zlagal Feri. Na nogometnem igrišču se je Feri igral s prijatelji. Potem je trener prekinil igro. Nekdo je razbil okno medvedove pekarne. Ali kaj veste o tem? Je vprašal trener. Ne, so rekli Ferijevi prijatelji. Ne, je rekel Feri. Naslednjega dne Lisjačka ni bilo na igrišče. Lisjaček ni prišel na nogometni trening, ker je razbil okno in ker tega ni upal povedati, je trenerju prišepnil Feri. Feri se je zaradi izrečene laži vse popoldne počutil slabo. Je vse v redu s tabo? Ga je vprašal Bober. V redu sem, se je zlagal Feri. Pri večerji je imel Feri čuden občutek v trebuhu. Ni mogel jesti. Ali se slabo počutiš, Feri? Ga je vprašala mama. V redu sem, je nejevoljno odgovoril Feri. Naslednjega dne sta Feri in Bober v parku srečala Lisjačka. Videti je bil zelo žalosten. Nisem brcnil žoge v okno, je rekel. Res ne, prisežem. Neprijeten občutek v Ferijevem trebuhu se je povečal. Počutil se je, kot bi imel v njem nekaj težkega. V nedeljo se je Feri na nogometnem igrišču počutil zelo slabo. Tako zelo, da ni mogel igrati. Počakal je, da so vsi odšli domov, potem pa je stopil k trenerju. Jaz sem razbil okno. Trener se je pošteno razjezil. Feri se je zlagal in dovolil, da so okrivili Lisjačka. Priznanje je samo prvi korak, s katerim bo popravil krivico. Da bi se oddolžil za razbito okno, je Feri medvedu vsak dan pomagal v pekarni. Trener se je odločil, da Feri ves preostanek poletja ne sme igrati nogometa. Dragi Lisjaček, zelo mi je žal, da sem te spravil v težave in nisem povedal, da sem bil jaz. Si odličen nogometaš. Oprosti, ker nisem bil dober prijatelj. Upam, da se boš kmalu počutil bolje. Z ljubeznijo, Feri. In imel je dovolj časa, da se je domislil, kako bo najbolje pokazal, da mu je zares žal. Feri se še vedno rad zlaže, ampak zdaj vsem pove, kdaj bo to storil, kajti svoje izmišljene besede spreminja v čudovite zgodbe. Le kaj nam zgodba sporoča? Sporoča nam, da izrečene laži seboj velikokrat prinašajo nezaželene posledice, s katerimi se je treba slej ko prej soočiti. In prav s pomočjo te pravljice nam je želel avtor pokazati, da je treba prevzemati odgovornost za lastna ravnanja. Iskrenost, otroci, je vedno edina in prava pot. Zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.